si sente. Da vidimo, če se sliši, verjetno se sliši. Prijetno popoldne želim vsem. Zahvaljujem se vam, da ste prišli na prvo srečanje. Ker bomo v naslednjih tednih imeli še 2 srečanje, da vam predstavimo drugi razpis iz programa Interreg Italija-Slovenija. Ob meni tukaj zastopa organ upravljanja Interreg Italija-Slovenija Francesca Sibila, ki jo bom prosila za nekaj uvodnih besed. Potem pa vam tudi predstavim dnevni red oziroma program tega popoldneva. Dober dan vsem. Francesca Sibila je moje ime, delam v programu Interreg Italija-Slovenija. Sem del osebja organa upravljanja. Prinašam pozdrave gospe Laure Komelji, direktorice programa upravljanja, ki ne je mogla priti, ampak je vsekakor želela, da bi jo kdo zastopal. Sklad za male projekte je namreč popolnoma nov del našega programa in je tudi izziv, s katerim skušamo razumeti, če se teren odziva na to, ampak to smo že ugotovili, da se odziva. Molto felici e soprattutto ringraziamo voi tutti, il territorio, la popolazione e le istituzioni per questo grandissimo riscontro. Inoltre per noi è importante essere affiancati in questo. Pomembno pa je, da nas spremljajo tukaj EZTSGO, ki je edini upravičenec in upravlja ta sklad. V prejšnjem programskem obdobju je EZTSGO nabral veliko izkušenj, saj je bil edini upravičenec in je tako v okviru, v imenu programa Interreg upravljal celostne teritorialne naložbe, projekt Isonzo Soča in projekt Zdravstvo Salute. Veseli smo torej, da smo lahko še enkrat, tudi tokrat EZTSGO-jem v tem novem izzivu, v novem programskem obdobju. Še vedno bomo ostajali v stiku za vse, kar zadeva Evropsko prestolnico kulture 2025 in mislim, da že veste. Še enkrat vas bom povabila k vsem pobudam in predvsem na otvoritev 8. februarja 2025. Ni slučaj, da je bil za to izbran Kulturni dan Republike Slovenije. Še enkrat hvala in predajam besedo kolegom. Grazie mille Francesca per aver ricordato. Zahvaljujem se Franceschi, da vas je spomnila tudi na naslednje dogodke. Jaz bom zelo kratka. V primerjavi s prejšnjimi razpisi mislim, da poznate že vse temeljne informacije, kako potekajo naši razpisi. Sedaj bomo šli prav konkretno v tehnične podrobnosti, da vidimo, kako se pripravljajo prijavnice in vam bomo dali tudi več časa za vprašanja, da ste lahko bolj operativni, bolj konkretni. V kratkem torej predajam besedo kolegom in kolegicam, ki vam bodo predstavili razpis sam, pri čemer bodo izpostavili tudi, v čem se razlikujejo od prejšnjega razpisa. Izkušnje nam namreč kažejo, so nas naučile, da moramo stvari še dodatno poenostaviti, kjer se le da, in morda tudi bolj jasno opredeliti določene zahteve na določenih točkah, ampak o tem boste še slišali. Na kratko bomo predstavili tudi samo prijavnico, podrobneje vam bomo razložili, kaj si želimo, da opišete v posameznih razdelkih, kako izpolnite prijavnico, in vam bomo tudi pokazali ta sistem JENS, kako lahko prijavnico naložite in izpolnite prek spleta, kar je obvezno. Zadnja informacija, čisto tehnične narave. Današnjo predstavitev imamo tudi prek spleta, prek Zooma, vse se snema. Kdor gleda od doma, lahko postavi vprašanja v
chat in bomo skušali odgovoriti na vaše vprašanja prek spleta tudi danes, oziroma če ne uspemo danes, bomo to objavili odgovore na spletni strani. Nočemo vam krasti dodatnega časa in predajam besedo Tomažu. Hvala, Romina. Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bom govoril v slovenščini. Kot je rekla že naša direktorica, jaz bom v prvem delu malo predstavil skozi razpisno dokumentacijo. Predvsem se bom ustavil pri novosti, glede na ta razpis številka 2 in razpis številka 1, in pa na poudarkih razpisa številka 2, kaj je naša razmišljanje ali pa racijo za tem razpisom, kaj iščemo, tako da vam bom pomagal se malo usmeriti pri vašem pisanju projektne ideje oziroma prijavnice. Lih toliko za uvod. Naš sklad je vreden 7 milijonov, od tega smo v prvem razpisu dodelili 3 milijone plus 1,5 milijona, se pravi 4,5 milijona, ostane 2,5 milijona, od teh 2,5 milijonov je predmet tega razpisa, seveda je slab 1,5 milijona evrov, ostane še tisti 1 milijon evrov za naslednje dve leti. Kot je bilo že rečeno vodoma, s prvim razpisom smo pofinancirali 44 projektov, dosti, za nas je to precej. Smo seveda veseli, zelo raznolikih projektov. Naj poudarim, da poleg naših 4,5 milijona je tudi dežela FJK pritaknila oziroma dodala še dodatni 3,2 milijona, tako da ti projekti vsi skupaj so vredni dobrih 7,5 milijonov. Zdaj pa, če gremo konkretno na naš razpis. Razpisna dokumentacija, seveda ključne zadeve glede razpisne dokumentacije je razpis, ker verjamem, ste si ga že vsi več ali manj ogledali, in seveda priloge. V tem razpisu sta dve prilogi, tako da smo poenostavili, smo izključili tiste priloge, ostale priloge, tako da je v tem delu prijava za vas enostavnejša. Tako da ta dokumentacija je seveda vse na spletni strani, tudi zgornja dokumentacija na spletni strani. Razpisna dokumentacija, razpis in priloge, seveda, dajte si dobro prebrati in je to neka pravna podlaga za sam konkreten razpis. Zelo pomembno je pa, da pri sestavljanju same prijave in pri koncipiranju samega projekta, da si dobro preberete tudi ostale dokumente. Operativni priročnik, bolj kot sam operativni priročnik, pa dajte res dobro pogledati priročnik o upravičenih stroških, zato da razumete, kateri stroški so potencialno upravičeni v okviru vašega razpisa oziroma vaše prijave. Priročnik za ocenjevanje, seveda je smiselno si prebrati priročnik za ocenjevanje, tam so vsa merila, ponderiranje meril in tudi rubrike oziroma poglavja, ki obravnavajo določena merila. Tako da skozi ta merila si lahko že sami nekako ocenite, v kakšno smer bi šla recimo vaš projekt oziroma sama ocena projekta. In na koncu tudi priročnik za GEMS. Glede na to, da celotna prijava se ne več vlaga pisno oziroma fizično, se vlaga preko sistema GEMS, je tudi priročnik za sam GEMS. Vse te zadeve bomo na kratko danes šli skozi. Jaz bi vam samo rad še pokazal, kje te zadeve oziroma to dokumentacijo najdete na naši spletni strani. Mislim, da ste več ali manj že vsi to pogledali, ima dobro. Greste na spletno stran od EZTS-ja, rubrika SPF, tam, ko greste noter v SPF, na desni strani se vam pojavljajo vsa dokumentacija vezana na SPF, star razpis, nov razpis. Kliknete na nov razpis in znotraj tega imate na dnu celotno dokumentacijo, razpisno dokumentacijo, mušter same vloge in seveda vsi tej priročniki, ki vam pomagajo pri sestavljanju same prijave. Naslednji slajd, Maja. Ok. Policy objective oziroma usmeritev, cilji razpisa so enaki, kot so bili prej, zato ker je pač to financirano v okviru te prioritete znotraj programa Slovenija-Italija Interreg, tako da je cilj 4, bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic. Specifični cilj ali pa objasnitev tega cilja, krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialnem vključevanju in socialnih inovacijah.
Če je bil prvi razpis, tako kot smo že večkrat rekli, odprt, namenoma bil zelo odprt, nismo detaljirali, katere tematike želimo vključevati oziroma katere targetiramo v okviru razpisa, prav z namenom, ker smo rekli, želimo spoznati celoten teritorij, celotno paleto ponudbe oziroma dobrih projektnih idej, je ta razpis seveda drugačen, tako kot je bilo že napovedano. Glede na to, da smo s prvim razpisom, s tistimi 44 projekti, dosegli že marsikateri cilj, ki smo si ga zadali v akcijskem načrtu, je ta razpis seveda precej zožan. Zožan je na 4 tematike in pri tem bomo zelo dosledni, tako da prvo vprašanje, ki se vam bo zastavljalo pri samem pisanju projekta, je, ali naš projekt pade v te 4 tematike oziroma kako ga moramo izpiliti, da pade zares dobro v te 4 tematike. Te 4 tematike so tudi ustrezno ovrednotene znotraj meril, tako da bojo zelo predmet ocenjevanja, tako da bodite pri tem pozorni. 4 tematike niso naključne, kot sem rekel, je stvar analiza pregledov obstoje prejšnjega razpisa in projektov, ki imamo v teku. Prva, bom šel na hitro vse 4 skozi in potem se bom pri vsaki malo ustavil, glih toliko, da vam orišem, kaj točno mislimo skozi vsako tematiko. Aktivno vključevanje in participacija otrok in mladih, mlajših od 30 let. Prva. Druga, zelena mobilnost, socialna in okoljska trajnost. Tretja, valorizacija in krepitev kulture, večjezičnosti. In četrta, promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo dostopno vsem. Če grem po vrsti. Prva, pri aktivnem vključevanju in participaciji otrok in mladih. Resno mislimo s to stvarjo. V smislu, da ne bo dovolj, če v projektu date samo mlade, otroke in tako naprej, različne starostne skupine, kot ciljne skupine projekta. Ne. V tem delu si zares želimo aktivno participacijo mladih. Zakaj? Mi mislimo, da so mladi v našem prostoru zares premalo dejavni. Mi bi radi, kakor je ena gospa včeraj rekla, mi bi radi, da mladi vzljubijo to mesto ali pa to somestje ali pa ta prostor. In tisti, ki ima rad prostor, je tudi z veseljem da nekaj svojega časa za ustvarjati ta prostor, za sokreirati. In si v tem delu zares zamišljamo, da bi se prijavljali formalizirane oblike sodelovanja mlajših in otrok. Kaj to pomeni? Vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete, mladinski centri in podobne inštitucije. Mi bi radi njih, da oni v tem delu ustvarjajo, da ustvarjajo otroci, da otroci in mladostniki ustvarijo projekt, vodijo, izpeljajo projekt, razumejo, kaj pomeni izpeljati projekt in imajo izkušnjo vodenja evropskih projektov. Malo čakam zaradi prevoda. Druga tematika, zelena mobilnost, socialna in okoljska trajnost. Zelo pomembna tematika nasploh, sploh pa za naš prostor v vidu prestolnice kulture. Radi bi prišli do nekih projektov, ki rešujejo težave, recimo, ki jih imamo znotraj tega somestja ali pa širšega območja z zadnjim kilometrom, z mobilnostjo zadnjega kilometra, z ukrepi trajnostne mobilnosti, z vsemi podobnimi ukrepi, ki dejansko osveščajo, da moramo v ta prostor oziroma z našim okoljem nekaj storiti. Tle so mišljene, ali so kakšne promocijske kampanje, ali so kakšni dnevi osveščanja, ali so kakšne, instalacije v prostoru, ki osveščajo in opominjajo, da dajmo spremeniti naše navade in tako naprej. Tretja tematika je valorizacija in krepitev kulture večjezičnosti. Seveda je večjezičnost kvaliteta našega prostora. Na tako majhnem prostoru toliko neke kulturne pestrosti verjetno v Evropi težko dobimo. In zato je prav, da se temu nameni nekaj več prostora, nekaj več občutka, tako da v tem kontekstu iščemo projekte, ki bojo to prepoznali in ali bojo to spromovirali, ali bojo pomagali za večjo prodornost, recimo več kulturnosti v prostorih, v ambientih, v okoljih ali pa pri ljudeh, ki tega še ne začutijo, ali pa pri uporabnikih, ki to spodbujajo in tako naprej. Tako da tle je tisto, kar se tiče same večjezičnosti. In četrta, promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo. Mi imamo v našem prostoru kup nekih društev,
zvez in tako naprej, ki se ukvarja s športom in rekreacijo, ki so zelo dobri, zelo aktivni in precej od njih tudi čezmejno aktivnih in čezmejno dejavnih. In vemo, da so te prostočasne dejavnosti dostikrat generator spoznavanja čez mejo. Preko takih stvari, ki se nam zdijo samoumevne domače in je na tak način spoznavanje dejansko še najbolj naravno. Tako da vsi tisti, ki se vidi se v tem delu, ki mogoče na tem področju že delujete in bi lahko obogatili svoje dejavnosti, ki jih že opravljate, se lahko vidite tle noter. Okay? Zdaj nekdo bo pol vprašal, kje je zdaj tle sama kultura. Kultura je, recimo, da je vezna nit vsega. Namen tega sklada je, tako kot vedno poudarimo, mi ne ustvarimo samega programa prestolnice kulture. Program prestolnice kulture je definiran, je tam neki bit book, so projekti, ki so financirani, mi ustvarimo okolje, ekosistem se kdaj temu reče, zato da bi tiste vsebine lažje živele, zato da bojo ljudje, ki bojo prišli k nam ali pa naši občani, poleg kulturnih vsebin imeli še nek drugačno, boljšo kvaliteto bivanja v tem našem prostoru. Mi bi radi dvigali s pomočjo vaših projektov kakovost bivanja v našem prostoru. Zato na koncu seveda poudarimo. Projektni predlogi morajo seveda izkazovati realno zmožnost ustvarjanja doprinosa k pripravljenosti celotnega programskega območja za Evropsko prestolnico kulture ter k njegovi izvedljivosti. Seveda projekti morajo obogatiti sam program prestolnice kulture, ni pa nujno, da so neposredno vezani na samo kulturo. Ustvarjajo bolj kvaliteten prostor za kulturo, za občane in tako naprej. Kot sami veste, je zelo pomembno pri samih prijavah ali pa del ocenjevanja prijav, kvalitete samega projektnega predloga je tudi v kolikšnem delu ti projektni predlogi targetirajo pa zadevajo same kazalnike, indikatorje neposrednih učinkov ali pa rezultatov. Mi imamo na ravni našega sklada definirane 4 neposredne kazalnike učinkov. V tokratnem razpisu targetiramo samo 3, ker tega 4. smo že dosegli s prvimi razpisi več kot dovolj in targetiramo samo 3. Bom tudi povedal zakaj. Se pravi, želimo imeti skupne organizacije čezmejnih javnih dogodkov, udeležba v skupnih programih usposabljanja, skupno razvite rešitve, izpade, skupne strategije in akcijski načrti. Zakaj? Ni nujno zdaj, to ne pomeni, da vi morate natančno to delati in da je to bistvo vašega projekta. Ne, s projektom morate tudi to doseči, pa ni to bistvo projekta. Okay? Zakaj ne strategije? In to boste videli pol še v nadaljevanju, 2 pomembni spremembi sta med tem razpisom in predhodnim. Poleg teh 4 jasnih usmeritev je tudi iščemo krajše projekte in projekti so maksimalno do 150.000 evrov, logično, ker so krajši. Radi bi imeli, in to bomo poudarili večkrat danes, radi bi imeli kratke projekte osredotočene na leto 2025. Okay? Maksimalno 18 mesecev in z nekim limitom, kdaj se morajo zaključiti. Res bi radi imeli projekte skoncentrirane na leto 2025. Nič narobe ni, kvečemo obratno, spodbujamo, da so projekti kratki, ne toliko, da so kratki, da so osredotočeni na bistveno tematiko samega projektnega predloga. Ni potrebno, da dodajate balast okrog glavne ideje. Glavno idejo dajte dobro razviti, dajte premisliti, koliko časa rabite za izvesti tisto glavno idejo, koliko stroškov je vezano na tisto glavno idejo, dajte jo lepo in dobro opisati in to je tisto, kar je recept za to, da skozi ta projekt uspete. Ne iščemo ne nujno dolgih projektov, ne nujno velikih projektov. Namen projekta razpisa je ravno obraten, skoncentrirano na akcijo v letu 2025. Okay? Hvala. Grazie Tomaž, mi presento sono Hvala Tomažu, mi je Emilija Mikajla, sem projektni menedžer SPF, sklada malih projektov. Še nekaj informacij o tem razpisu. Vam bom povedala, nekatere so veljale že za prvi razpis, druge stvari pa so se nekoliko spremenile.
Seveda je zelo pomembno, da ostaja isto upravičeno območje oziroma kraj, odkudar prihajajo partnerji in projektni, vodilni pa projektni partnerji. Ker se financiramo iz naslova programa Slovenija-Italija, imamo isto upravičeno območje programa Slovenija-Italija. In sicer za Italijo so to celotna dežela Furlanije-Julijske krajine, torej nekdanje pokrajine Videm, Gorica in Trst ter Pordenone, potem pa za Italijo še dežela Veneto, no in tam samo nekdanja pokrajina Benetke, ne pa cela dežela. Kar se Slovenije tiče, spadajo v upravičeno območje Goriška regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Gorenjska regija. Tudi tu torej ni celotna Slovenija upravičeno območje. Kaj to pomeni? Da se morajo vse aktivnosti po projektu odvijati v tem upravičenem območju. Obstaja pa možnost, da se predvidi izvajanje aktivnosti tudi izven tega območja, če je to izrecno predvideno v projektnem predlogu, če ima smisel v okviru projekta in pomaga pri doseganju ciljev projekta. Če kar gremo na naslednjo prosojnico, bomo videli, ne vem, ali ste opazili, da sedaj gremo po posameznih poglavjih, gremo skozi te točke, ki so tudi navedene v samem razpisu. Tisti, ki ste razpis že videli, lahko torej tudi sledite po posameznih poglavjih ali točkah. Nekaj informacij o upravičenih prijaviteljih. Kot je deloma Tomaž že napovedal, letos pri tem drugem razpisu smo se odločili, da se višina sredstev za posamezen projekt nekoliko zniža. Ti projekti gredo torej od 30 do 150 tisoč evrov in ne več do 200 tisoč evrov kot pri prvem razpisu. Pri vseh razpisih od 30 do 150 tisoč evrov je predvidena udeležba 2 partnerjev. To pomeni en italijanski in en slovenski partner, ki morate prihajati iz območja, kot smo prej navedli. No, pa še druge stvari velja povedati o tem kasneje. Za projekte med 30 in 150 tisoč evrov obstaja izjema, ker se to šteje kot mali, res mali projekti, namreč tu je možnost tudi enega samega upravičenca, za te manjša, 30 do 50 tisoč. Se upravičujem, vsi projekti so sofinancirani 100%, razen tega, da se bo preverjala lahko potem državna pomoč, no, in tako da boste imeli pa tudi možnost, da zaprosite za predplačilo. Kar se tiče sestave partnerstva, kot smo prej videli, imamo tu možnost, da imamo enega partnerja za male projekte in 2 za tiste do 150 tisoč. Vodilni partner mora imeti sedež v upravičenem območju programa Italija-Slovenija, prej smo videli zemljevid. Projektni partner pa lahko prihaja tudi iz krajev izven upravičenega območja Slovenija-Italija, pri čemer pa ostaja pravilo, da mora biti en partner iz Slovenije, eden pa iz Italije. Naj še izpostavim, da posamezna oseba ali subjekti lahko sodeluje samo z enim projektnim predlogom. Ista organizacija ali partner se ne more dvakrat kandidirati kot vodilni partner pri različnih projektih. Lahko pa je prisoten kot projektni partner in to pri več projektih, kot vodilni pa samo pri enem. Potem smo dodali še eno pravilo v tem drugem razpisu, in sicer dejstvo, da tisti, upravičenci, ki so bili financirani v okviru prvega razpisa, se sedaj ne morejo ponovno kandidirati kot vodilni partnerji v tem razpisu, lahko pa sodelujejo kot partnerji pri projektu. No, če k temu dodamo še seznam, morda kdo so upravičeni prijavitelji. Ta seznam sovpada s tistim, ki smo ga predvideli tudi za prvi razpis, tako da imamo lokalne, nacionalne organe, potem so tu
regionalne nacionalne oblasti, druge javne ustanove in agencije, akademske izobraževalne ustanove, organizacije za usposabljanje, zasebne podjetja, organizacije za podporo podjetnikom in podjetjem, organizacije za destinacijski menedžment, tudi organizacije civilne družbe, lokalne akcijske skupine, skratka vsi so navedeni v razpisu. Še nekaj na kratko o trajanju projektov. Kot je Tomaž že povedal, smo s tem razpisom želeli se nekoliko bolj usmeriti na omejevanje trajanja projektov. Želimo, da bi pretežni del dejavnosti potekal prav leta 2025. Zato smo omejili deloma trajanje projektov. Pri prvem projektu je bilo to 24, sedaj pa to 18 mesecev. Tako da svoj projektni predlog, ko ga boste izpolnjevali, dajte upoštevati teh 18 mesecev, kar je maksimalno trajanje. Datum začetka izvajanja projekta, o tem se odločite vi. Ne sme pa biti zgodnejši od datuma oddaje projektnega predloga. Torej, od trenutka, ko boste vložili projektni predlog in ga vstavili v sistem GEMS, kolegica ga bo na to predstavila, za menoj boste poslali svoj projektni predlog, no in od tistega trenutka za vas se že projekt lahko začne. Seveda, ob tem tvegate, če projekt ne bi bil financiran, pač seveda ne boste dobili povračila izdatkov. Sicer pa lahko mirno počakate, da se vrstni red objavi, razvrstitev oziroma ta lestvica projektov, in ko bo ta objavljena, veste, ali ste financirali ali ne. Potem smo dodali še nekaj pri tem razpisu in tudi to je vezano na dejstvo, da bi želeli, da vse aktivnosti potekajo ravno v letu 2025, no tudi 26, ampak predvsem 25 smo pa določili tudi skrajni datum, do katerega morajo biti vse projektne aktivnosti zaključene, to pa je 31.12.2026. Mislim, da sem s tem vse povedala, sedaj pa kar predajam besedo Lari Devetak, svoji kolegici, ki vam bo podrobneje spregovorila o tem, kako sestaviti prijavnico, kako jo izpolnjevati, kateri so upravičeni izdatki in tako naprej. Hvala, Mikaela. No, poglejmo, katere so kategorije izdatkov, ki jih lahko vnesete v sredstva predvidena po projektu. Nič se ni spremenilo od prejšnjega razpisa. BL, stroški osebja, 2 stroški, administrativni stroški in stroški osebja, potem je tu BL3 za zunanje storitve, pa stroški za opremo, BL5, 6 pa za infrastrukturo in dela. Ko boste sestavljali svoje sredstva, višino sredstva, začenjate pri BL4, 5 in 6. To so realni stroški, ki jih boste potem morali upravičiti z dejanskimi stroški, izkazovati boste morali to s temeljnicami, računi in tako naprej. Imeli bomo torej stroške za administrativne izdatke, stroške za sodelovanje in zunanje storitve, stroške za opremo, leti so tematsko povezano z dejanskim izvajanjem projekta, in BL6, stroški za drobno infrastrukture in dela. Dokazati boste morali, da gre za infrastrukturo, ki je že pripravljena za uporabo, tako imenovani ready to go. Ko boste navedli te realne izdatke, boste na osnovi teh realnih izdatkov dejanskih sešteli izračuni 20% pavšal za stroške osebja, tudi tukaj ni bilo nobenih sprememb. Za osebje, za italijanske upravičence so to zaposleni ali občasno izvajanje storitev, za nezavezance za DDV, v Sloveniji pa samo za zaposlene, tako da če nimate zaposlenih, je strošek za vodenje projekta potem se naložil na BL4, stroške za svetovanje in zunanje izvajalce. Tako da se na tej podlagi potem izračuna tudi 15% administrativnih stroškov. Pripravili smo manjši primer, nekako izbrali smo za temo povezano z otroci. Navdih nam je bilo nekaj, kar se je res zgodilo pri
eni izmed evropskih prestolnic kulture, to je namreč Estonski Tortum, kjer so imeli diskoteko, so organizirali za otroko. Imamo torej BL4, 4 vrstice za zunanje storitve, vse to smo potem po tematskih področjih razdelili, to pa že pomeni, da ni treba navesti storitev, osvetljave, cateringa ali za, da vem, stolu sedežev. Temveč poskušajte povezane tematska področja navajati, recimo tehnične storitve, storitve za kable, razsvetljavo, zvok in tako naprej. Potem smo tule predvideli umetnike, razne DJ-je ali animatorje za te otroke, recimo, in vse storitve ter dobave povezane s komunikacijo, grafika, tisk in tako naprej, izdelava letakov. Predvideli smo tudi opremo oziroma nakup akustičnega sistema, ki je specifičen, in nimamo pa infrastrukture, tako da imamo 10 plus 18 plus 7 in tako naprej, skratka seštevek 40, in to je to so naše realni stroški, na teh 40 damo potem 20% še izdatkov za zaposlene, to je 8.000 evrov, in na to izračunamo še 15, torej 1200. Skupaj 49.200 evrov. Projekt, ki ga lahko izvaja tudi en sam partner. S tem vam želimo tudi povedati, da mali projekti niso vedno slabi, oziroma tukaj so celo zaželeni. Še nekaj, kar smo tu dodali, je primer, kako naj se ti delovni sklopi tvorijo. V tem primeru, ker gre za en sam dogodek, smo imeli en sam delovni sklop, tudi to je možno. Imamo 3 aktivnosti, pripravljalne aktivnosti, kjer se definira, kaj je cilj, katere so ciljne skupine, potem se gre iskati dobavitelje, pripravi se dokumentacija, dovoljenja za otroke in tako naprej. Pripravimo material za te delavnice, ki jih bomo imeli z njimi v tej diskoteki za otroke. Potem je druga vrstica, so aktivnosti vezane na komunikacijo, ker recimo grafik nam bo izdelal te posterje, pa druge materiale, kot so letaki in tako naprej. Potem bomo povprašali šole in vrtce, kdo želi sodelovati, in potem je dejansko izvajanje dogodka, pripravljamo torej prostore, pa odre in tako naprej, ozvočenje, foto, video in vse, kar je povezano z vodenjem in izvajanjem tega projekta, pa še zadnja aktivnost, končno spremljanje in poročanje o izdatkih. V tem primeru smo kot kazalnik outputa RCO 115 izbrali en javni dogodek, ki se organizira skupaj na čezmejni ravni. Tudi to dokazuje, da ni treba izbrati vseh kazalnikov učinkov in imeti 30 dogodkov, zadošča že en sam dogodek, ki se potem seveda navezuje na kazalnike rezultata, to je NP00, 001 in dogodek. Kar se tiče višine izdatkov, Mikela je že povedala, da se lahko zaprosi za predplačilo, če gre za zasebnika do 50%. V tem primeru nam je treba poslati pa garancijo, da se lahko potem dostopa do takšnega predplačila. Poglejmo, katere so obvezne priloge. Priloga 1 je pogodba o dotaciji sofinanciranja med vodilnim partnerjem, partnerska pogodba med vodilnimi in ostalimi partnerji, in priloga številka 2 je izjava vodilnega partnerja in projektnega partnerja. To je slovenski partner, torej prilaga 1, italijanski 2, če je izven območja, pa 2 za tiste izven območja. Tudi tu mora vsak partner priložiti svojo izjavo, če je partner en sam, potem priloge 1 ni in obstaja samo enkrat priloga 2. In če pa sta partnerja 2, boste imeli prilogo 1, pa prilogo 2 za Italijo in za Slovenijo, torej vse 3 priloge. Seveda, če
je podpis lastnoročen, potem je treba priložiti še fotokopijo osebne izkaznice. Če gre pa za infrastrukture, je treba priložiti celotno dokumentacijo o izvedljivosti te infrastrukture, te investicije. Vse to je treba potem priložiti in naložiti v naš sistem GEMS. Maja vam ga bo na hitro opisala. Vse izteče se razpis 14.5. ob 13. Potem smo vam želeli pomagati še na drug način pri sestavi vašega projektnega predloga, in sicer s pomočjo priročnika za ocenjevanje, v katerega smo vstavili tudi sklicevanje na prijavnico. Vi si naložite ta priročnik za ocenjevanje in na to vprašanje morate odgovoriti v posameznem okencu v sistemu GEMS, tako ste lahko tudi bolj mirni, da boste stvari napisali na pravo mesto. S tem sem končala. Gremo še na GEMS. Dober dan, jaz bom tudi govorila v slovenščini. Bom predstavila kar od tukaj, zaradi tega, da bomo skupaj lahko šli skozi samo prijavo projekta. In sicer to je platforma GEMS EZTS Go, ki je za poudariti, da ni ista kot platforma GEMS programa Italija-Slovenija. Se pravi, če ste tam že prijavljeni z uporabniškim računom, je treba na našem si narediti nov uporabniški račun za dostopanje. Ko enkrat imamo račun, se prijavimo in izberemo pravilni razpis. V tem primeru zdaj mi delamo na test verziji, seveda. Zberemo razpis 02-2024, ki je tak, je aktualno odprt, in kliknemo prijavi. S tem odpremo v bistvu novo prijavnico in jaz sem tukaj eno že pripravila na podlagi tudi tega projekta, ki so ga kolegice predstavile kot primer otroškega diska. In sicer moramo vpisati najprej identifikacijo projekta, se pravi akronim projekta in pa naslov. Vse je treba izpolniti v italijanščini in slovenščini in prav tako imate možnost vedno, da vam sam sistem se odpira ali v slovenskem ali italijanskem jeziku. Določi ste seveda trajanje projekta, ki je tukaj za poudariti, da kljub temu, da vi tukaj lahko daste večje trajanje projekta, je maksimalno 18 mesecev, na podlagi česa se vam zračuna tudi, koliko obdobij poročanja boste imeli. Izberemo seveda cilj, kot je povedal že Tomaž, ki je 4.6 in izpolnimo vsa preostala polja spet v slovenščini in italijanščini. Nekatere tabele, ki jih boste videli pri izpolnjevanju, se ne izpolnjujejo po vrsti, se pravi, se ni treba ustrašiti, če na tem mestu zdaj tle je že tabela, ker je spodaj že izpolnjeno, ampak se vam pokažejo tudi naknadno potem. Drugi korak je, se pravi, vpis partnerja. Zdaj tukaj smo dali primer, naprimer Vrtca Gorica, ki je v tem primeru vodilni partner in en sam partner, ker gre za projekt do 50.000 evrov. Je tukaj v bistvu tudi izpolnimo sam stroškovni načrt, ki ga je tudi Lara prej bolj podrobno razložila za specifičen ta primer otroškega diska, kjer vnesemo, se pravi, v BL4, ki je tukaj, stroške, ki smo jih predvideli za aktivnosti v BL4, izberemo tudi v katerem časovnem obdobju jih bomo porabili. Zdaj, če imamo samo, naprimer, projekt, ki traja 6 mesecev, je lahko vse v enem časovnem obdobju. Ni nujno, da je zdaj vsak projekt dolg točno 18 in se razdeli. Lahko imamo tudi samo 6 mesecev in predvidimo vse stroške v enem časovnem obdobju. In to seveda naredimo za vsak BL stroškov, ki je predviden. V sekciji C imamo bolj splošne opise samega projekta in kar je v tem razpisu novega, je tudi to, da v C2 vpišemo tudi vpišemo tudi same tematike, se pravi 4 tematike, ki so predvidene v sklopu drugega razpisa.
Takole. Zdaj gremo na rezultate projekta in sicer v rezultatih projekta, kot je bilo že rečeno, ni več možnosti, mislim, je še vedno možnost, ampak se ne bo ocenjevala možnost izbire strategij, ki v tem razpisu niso več predvidene. In pa spustili, se opravičujem, smo še delovne pakete in tudi tukaj ni nič narobe, če zberemo samo en delovni paket. Se pravi, če se cilja na manjše projekte, ki trajajo manj časa, ni potrebno izbrati vedno več delovnih paketov zaradi tega, da bi na ta način bilo boljše ocenjeno. En sam delovni paket, tudi v primeru te organizacije dogodka otroškega diskota, je samo en delovni paket, ki pa ima, kot je bilo predstavljeno, več aktivnosti, se pravi pripravljalna aktivnost same izvedbe dogodka, komunikacije in ostalega. Kar se tiče zadnje sekcije, in to je sekcija D, so tabele, ki se vam samodejno prikažejo potem, ko boste izpolnili vse ostale dele prijavnice. In kot boste videli v samem priročniku GEMS na začetku, dosti pol, ki so tukaj prisotna in jih ni bilo možno informatično odstraniti iz prijavnice, ni potrebno izpolniti. Jih lahko samo označite z črtico v italijanščini in slovenščini in vas bo sistem ravno tako spustil naprej. Vsa pa so navedena v prijavnici in tudi v priročniku za GEMS. Na koncu nekaj, kar se je velikokrat zgodilo tudi v prvem razpisu, ne pozabiti oddati prilog k prijavnici, zaradi tega, ker sistem vas ne opozori, kolikor priloge manjkajo. In sicer priložite datoteke v obliki ZIP. Zdaj, če gre, naprimer, v tem primeru smo imeli enega partnerja, samo vrtec, se naloži samo ena priloga. To je priloga o partnerstvu, v tem primeru bi bila slovenska, ker je bil slovenski vrtec. Se pravi, se je tudi število samih prilog zmanjšalo. V primeru, da gre za večji projekt, se pravi večji od 50.000 evrov, gre za 3 priloge. In to je treba nujno naložiti priloge prej, kot greste na oddajanje same prijavnice. Pred oddajanjem boste mogli narediti preverjanje pred oddajo in sicer tukaj vam sistem napiše, kje imate še neizpolnjene dele prijavnice. Je pa tako, da sistem preverja, kje ni bilo izpolnjeno, ne preverja pa same vsebine, če je ustrezna sami prijavnici in spet ne preverja, če so bile dodane priloge. Tako da dejte res rajši dvakrat pogledati, če so vse priloge dodane, zaradi tega, ker ko se nam enkrat, se pravi preverjanje pred oddajo obarva zeleno, ko vse popravimo in oddamo prijavnico projekta, ni več možno prijavnice spreminjati. Možno je samo naknadno dodati, se pravi v roku do 14.5. oddati še eno prijavnico s popravljenimi podatki. Ukolikor boste oddali 2 prijavnici, je prijavnica vodilnega partnerja, ki je oddana zadnja, tista, ki se bo upoštevala za ocenjevanje. In še mogoče to, da ko enkrat oddate prijavnico, sistem ne pošilja maila o oddaji prijavnice, ampak vidite v samem sistemu, da piše status vaše prijavnice kot oddan. Tako da to je iz moje strani vse. Zdaj pa bi šli na vprašanja in bom mikrofon predala Tomažu. Bi najprej naredili vprašanja v živo in potem imamo še nekaj vprašanj že na Zoomu. Prijavnico, oziroma tam, ker je tista rubrika, da piše rubrika, katero ni treba spolniti. Pa ne na internetu. Tista, veš, kaj piše, pa ta prvi točka, vse treba. Še prej, lih toliko v pomoč, je za sam vnos v GEMS-u, je tisti pač je priročnik za sam GEMS, ki vam opiše, kako se izpolnjuje in tako naprej. In je tudi en mušter vzorec same prijavnice, tako da boste videli, katere dele se izpolnjuje in katere dele ni potrebno izpolnjevati. Okay? Tako da je že v štartu navedeno, recimo spodaj navedena polja, ne bodo predmet ocenjevanja in jih ni potrebno izpolnjevati. Vsa ta balast ni potrebno izpolnjevati, so majhni projekti, koncizni
ni potrebno, da okrog njih delate velike zgodbe, ta del ni potrebno, da se opisuje in ne bo predmet ocenjevanja. Okay? Verjetno sami že imate to prakso. Najprej dajte si zgraditi projekt offline, si ga nekje opisati v Wordu ali pa s pomočjo te offline prijavnice po teh rubrikah in potem, ko imate približno zgrajen projekt in seveda tudi posebej v Excelu preračunane zneske, samo v zadnji fazi vnesete v sam GEMS. Nima smisla, da sproti vnašate v GEMS, ker običajno je precej bolj konfuzno. To je stvar vsakega posameznika, običajno je bolj, da se organiziraš najprej offline. Sam vnos v GEMS, potem, ko je offline stvar izpolnjena, je relativno hiter. Okay? Mi smo naš del končali. Hitri, pridni. Zdaj bomo seveda odpremo možnost za vprašanja. Nekaj vprašanj, če se jaz ne motim, je tudi že med kolegi, ki so na streamingu. Ja. Tako da bomo ne dve vprašanji tle in pol gremo tudi tiste po vrsti. Okay? Okay. Buongiorno. Dober dan, Roberta Kumin iz Gorice. Rada bi vprašala, glede partnerjev, morata biti maksimum dva partnerja, mi bi bili 4 partnerji. Lahko? Ne, okay. Non si può. Sono previsti 2 partnerji. Predvidena sta samo 2 partnerja ali en partner. V projektih od 30 do 50 tisoč evrov imate lahko samo enega partnerja. Vendar mora dokazati, da ima učinek na obeh straneh meje. Mi pa smo 4, ne morete biti, samo 2 partnerja sta lahko. Poudarili, ker si želimo tudi to vrstnih projektov. Če je projekt majhen, nič narobe ni, če je samo en partner. Če naredite majhen projekt od 30 do 50 tisoč evrov, lahko je tudi en zelo osredotočen projekt in je vreden 35 tisoč evrov. In bo en sam partner naredil aktivnosti na obeh dveh straneh meje, ki bo imelo učinek na obeh dveh straneh meje, to je lahko tudi zelo, zelo, zelo dober projekt. Okay? Ni nujno, da je projekt, ki ima 2 partnerja, traje eno leto in pol in je vreden 150 tisoč evrov, je boljši kot projekt, ki je kratek, ima enega partnerja in je vreden 30 tisoč evrov. To želimo poudariti. 4 partneri v vsakem primeru non ammissibile, massimo 2 partneri. Diciamo che sono 3 scuole. 3 šole. Ena, pač 2 italijanski, ena manjšinska in ena novogoriška. Če najdejo neko skupno, ne vem, strukturo, da se pojavi kot en sam partner? Formalizirana taka oblika, da je lahko samo en partner, naj prijavi tista formalizirana oblika, če obstaja formalizirana pravna oseba. Drugače, dajte se odločiti, da je en partner iz Italije, en partner iz Slovenije. Sedež v Italiji, sedež v Sloveniji. Eno podobno vprašanje, je bilo že tudi na streamingu, ali to pomeni, kje je sedež partnerja, ali kakšna je narodnost partnerja, nekaj podobnega. Važen je sedež. Če je slovenska šola v Italiji, je to italijanski partner. Ok? Ok. Quindi comunque possiamo trovare una... V vsakem primeru moramo najti neko pravno osebo. Če imate pravno osebo, če je pravna oseba, če nimate tega, potem imejte rajši 2 šole, vzemite eno italijansko šolo, eno slovensko. To sem hotela dodati. Lahko predvidite, da vključite v dejavnosti druge šole, ampak partnerji, ki predstavijo projekt, so partnerji, ki lahko obračunajo stroške, 2, eden slovenski in italijanski, lahko pa potem v dejavnosti vključite druge, številne druge deležnike. Imamo še tukaj eno vprašanje? Hvala. 2 vprašanje, podrobni, zelo specifične. Prvo o garancijah, bančna garancija, zavarovalniška garancija kot prvo zahtevo, pisno zahtevo. Drugič, kaj pomeni takojšnja izvedljivost projekta? To smo napisali točno noter, ne? Daj preberi točno, kako je v solo sekundo, ok? Perché je skrito... Samo malo. Mislim, da je v navodilih upravičenih izdatkih.
cerchiamo nel frattempo, ok, così. So che penso che entro... Bomo poiskali. Do podpisa pogodbe o sofinanciranju. Mislim, napisano je podrobno, bomo poiskali. Sì. Pomeni, da je v skladu z določili programa Interreg Italija Slovenija, kjer velja isto pravilo, morebitne naložbe morajo biti že pripravljene za izvedbo ob predstavitvi projekta. Torej vsa dokumentacija, ki jo potrebujete, ne vem, gradbena, vsa dovoljenja, soglasja, vse to morate že pridobiti do predstavitve prijavnice. Če bo projekt odobren, potem ne moremo odobriti projekta, v katerem še čakate, da pridobite soglasja, gradbena dovoljenja ali karkoli drugega. To morate že imeti v rokah. To je predpogoj. Ker gre za majhne projekte z zelo omejenim trajanjem, če morate, vam odobrimo projekt, potem pa vi še čakate na izdajo dovoljenja, potem ne bo izvedljivo. Zelo preprosto bi dodala to v točki 3.1 razpisne dokumentacije. Ko govorimo o projektih, infrastrukturnih projektih, imamo celoten seznam prilog, ki jih morate priložiti. Poročilo o opisu same projekta in torej celotnega programa na osnovi dovoljenj, ki jih že imate, seznam vseh dovoljenj, soglasij, ki jih potrebujete po nacionalni zakonodaji, in dokumente te jih morate potem tudi naložiti prek sistema GEMS. Še kako vprašanje? Grazie, buongiorno. Najlepša hvala. Dve vprašanji za ta del, ki ga je predstavila Lara, če se prav spomnim. Pri finančnem načrtu, če je predvideno predvsem stroški osebja, lahko začnete s tem, imate splošni nek pavšalni znesek? Ne. Žal ne. Stroški osebja so pavšalni, torej 20%, lahko jih izberete ali ne. Če nimate zaposlenih, se lahko odločite, da se odrečete temu 20%. In, naprimer, v BL4 date zunanjega izvajalca, recimo projektnega vodjo. Ampak to je vedno pavšalni znesek. Ali je pavšalni znesek 20% ali pa ne. Drugo vprašanje. Ali imate bolj ali manj neko oceno, koliko časa boste potrebovali za ocenjevanje in kdaj pride prvi seznam? Tako kot zadnjič, tudi tukaj je odvisno, koliko bomo dobili projektov. Zadnjič smo prejeli 239 projektnih prijavnic. Aprila je bil končni rok, mesec in pol smo rabili za formalno preverjanje formalne ustreznosti in to potem pa za vsebino, torej 5 mesecev pri tolikšnem številu prijavnic. Ci sono altre domande? Se no possiamo vedere. Še kako vprašanje? Poglejmo na Zoomu, kaj dobimo. Aha, imamo tudi v dvorani. Vidim, tukaj že roke. Zelo na kratko. Univerza me sprašuje, ali je potrebno sofinanciranje univerze za to. Ne, ni potrebno. Ti projekti so 100% financirani. Ko mi govorimo, da je sofinanciran 100%, 80% iz skladov SRR in 20% iz italijanskega sklada, ki pokriva tudi slovenske. Anlus, Gorica. Sprašujem, ali obstajajo določene težave pri izvajanju tega razpisa. Če pride do težav, na koga se lahko obrnemo? Na nas. Vse kontaktne podatke imate tako na spletni strani EZTS-ja, imate vse, ko imamo odprto telefonsko linijo, torej vse možne kontakte. Na naši spletni strani dobite vse naše kontaktne e-mail naslove, tudi telefonske številke.
Lepo pozdravljeni. Mi želimo prijaviti dva projekta. Enega velikega in sicer kot drugi partner, ker bo partner ena bo iz Italije, se pravi iz italijanske strani. In drugi projekt bi prijavili pa kot mi, glavni partner, lahko z enim drugim subjektom iz Italije. Ali lahko prijavimo oba, ali lahko oziroma oba, ali moramo samo enega? Ni omejitev. Vi se lahko prijavite kot vodilni partner in kolikokrat želite kot projektni partner. Okay? Bodite pozorni. Če imate projekt, kjer je monopartner, kjer ste samo vi partner, takrat se vas tretira kot vodilnega partnerja. Okay? V vašem primeru enkrat boste projektni partner z Italijanom, ki bo vodilni partner, enkrat boste vodilni partner z Italijanom, ki bo projektni partner, nobenega problema, lahko prijavite. Verjetno v prejšnjem razpisu niste zmagali projekta. Ne, se nismo prijavili. Dobro, tako da ja, odgovor je ja. Hvala. Dober dan. Mene pa zanima, razpisane so 4 tematike, ne? A je možno, da projekt nagovarja samo eno od njih, oziroma a je bolje ocenjen, če nagovori več kot eno, se pravi 3 od izbranih? Hvala. Super vprašanje. Ne, mislim, lahko prijavite na vse 4, ni pa to namen. Namen razpisa je, da ste osredotočeni na enega od 4 tematik. Radi bi imeli osredotočene projekte, tako da je boljše, da se prijavite samo na eno tematiko. Dostikrat se zgodi, da projektna ideja lahko obravnava tudi 1, 2 ali več tematik. V tem primeru dajte se osredotočiti na prevladujočo tematiko. Okay? Tako da dajte osredotočati se pri projektu, ne pisati vsega po vrsti, ampak res bodite fokusirani. Lahko še vmes enega, ki je prišel. Samo sekundo, da damo možnost v tem, ki so na streamingu. Po Zoomu. Ja, dober dan. Jaz bi nadaljeval. Sekundo, lahko. Hvala. Possono fare domanda le associazioni create da qual... Ali lahko se prijavijo združenja, ki so nova? Organizacija se lahko prijavi. Ali študentsko delo je študentsko delo normalen strošek ali spada med subcontracting, najem delovne sile od študentskega servisa? Za kar se tiče študentskega dela, dobite vse informacije v priročniku za upravičene izdatke in sicer v poglavju BL4. Študentsko delo spada kot zunanji servis. In ali je že ob oddaji prijave potrebno pridobiti informativne ponudbe za infrastrukturne stroške in opremo? Ja. Kje mora biti lokacija izvajanja? Ne, ni potrebno pridobivati formalno ponudb. Dobro je, če dobite ponudbe zaradi tega, da je ocena same vrednosti aktivnosti ali pa investicije realna. Što je smiselno sve, da pridobite ponudbo. Ni pa potrebno, da ponudbe priložite ali pa niti ni nujno, da ta ista ponudba bo takrat v fazi izvajanja projekta izvedena ali pa zmagala. Dobro je pa imeti realne ocene vrednosti aktivnosti. Bodi si pri gradnji, bodi si pri opremi, bodi si pri zunanjih storitvah. Na tak način je projekt bolj realno ocenjen. Kje mora biti lokacija izvajanja projekta? Lokacija izvajanja projekta mora biti seveda kar se da na upravičenem območju. Mora imeti učinek na upravičenem območju, učinek seveda mora biti vezan na prestolnico kulture EPK. To je smisel celotnega razpisa. Ali pride v poštev tudi... Bomo dali zdaj pa... Dobro. Ja, jaz sem v bistvu se navezovala na prejšnjo vprašanje glede tematike, katere teme se držimo. Osvetovali ste, da se držimo ene teme, ne specifično. Zdaj pa, kaj pa, če projekt organsko vključuje 2 temi in sta resnično povezani, a zaradi tega manj točk ali lahko nadaljujemo z 2 temama? Ne bo manj točk, tega ne se bati. Če je organsko in logično, da sta 2 temi tako zelo povezani, boste to skozi prijavnico utemeljili in ne bo nobenega problema. Je v redu. Jaz hočemo samo poudariti, ne na silo forsirati
balasta na projekte in z balastom pride tudi širitev tematik. Če bojo 3 tematike, ne bo boljš ocenjen, kot če samo ena. Če bosta 2, zato ker je sama narava projektne ideje taka, pač bosta 2, nobenega problema. Okay, hvala. Lahko še eno, sem na hitro spet povezano. Partner je lahko nova nastala organizacija. Kaj to pomeni za reference pri točkovanju? Pač to pride s posledico novo nastalega subjekta. Lahko se prijavi, seveda nima referenc in ga bomo v tem delu težje ocenili oziroma bo v tem delu slabše ocenjen ta partner. Okay. Še en nasvet, tako nesplošen. Glede na to, da prijav bo verjetno dosti, če je bilo prejšnjič 240 prijav, jih bo tokrat, jaz si mislim, da jih bo manj, vseeno jih bo manj. Morate vedeti, da ocenjevalci, ki ocenjujejo, dobijo hkrati precej projektov. Bodite inovativni pri pisanju, pri svojih idejah. Zato pravim, če je projekt zelo obširen, običajno razvodeni. Zato je dostikrat, pa pri teh tipih projektov so projekti malega obsega, small scale projects. Zato je prav, da so osredotočeni. Naj se poudari eno zadevo ali pa eno aktivnost ali pa 2, 3, ki jih imate v okviru projekta, ne pa več. Okay? In je zelo pomembno, da je tista ideja inovativna in dobro pisana. Predstavljajte si, da ocenjevalci preberejo kup teh projektov. In če je vse skupaj ena sivina, pač je sivina. Če pa projekt ima dobro idejo in inovativen, bo hitro skočil ven. Okay? Dajte se potruditi v tem smislu razvijati svoje ideje. Si volevo fare la stessa domanda. To sem hotela vprašati, ne toliko. Indicatori quest'anno, no? Letos imamo 2 kazalnika, 3 pravite. Izobraževanje, dogodki. Strategiji ni več, dogodki so javni, skupaj organizirani, čezmejni, sodelovanje pri skupnih programih izobraževanja in skupno razvite aktivnosti. V tem primeru pri projektu nisem razumela, ali najprej James torej navežemo samo en kazalnik točno, ali pa, naprimer, če imamo nek dogodek, notri je tudi izobraževanje, se to da? Je to preveč splošno? Ali kako boste potem to ocenjevali? Ne. Projekti morajo biti usmerjeni vsaj v en kazalnik, lahko pa merijo tudi na 2 kazalnika hkrati, so usmerjeni v 2, ne vem, dogodke pa recimo še izobraževanje. Seveda, ste potem vi tisti, ko opisujete projekt, ki morate poskrbeti, da bo smiselen in kot je Laura prej povedala, je tu še dejstvo, da ni treba, da posamezen projekt naslavlja vse kazalnike. Kaj pomeni, da kazalnik ni predviden tle pri rezultatih? Kaj to pomeni? Ti kazalniki učinkov rezultatov, to je za nas ali za vas, toliko, da se razumemo? Kazalnik neposrednega učinka nima navezave, je sistemski problem, je sistemska napaka, zaradi tega tle ni navezave. V sistemu James mislim, da moraš dati, kaj že, možda črtico ali kaj že. Viene selezionato il non previsto, NP. Izbere se NP, ni predvideno. To seveda ne pomeni, da vi ne boste imeli rezultatov pri vašem projektu. Rezultati bodo opisani v tistem okencu ali polju, kjer se to opiše. Zgolj v sistem James samo ustavite kazalnik na eno stran, na drugo stran pa rezultat NP. Takole, to je primer za dogodek, je tale NP00. Dve vprašanje. Kot društvo se tudi lahko predstavi za svojo zgodovino delov prejšnjih, ki so bili približno takšne, kot se zdaj predlagamo. Mislim, da mi gledamo neko dejavnost, ki naredimo načrt. V tistem programu prej, ko odpišeš, lahko že tudi dodaš, kolikokrat si že nekaj tega pripravo kot društvo, v tem smislu.
Ja, v tistem delu prijavnice, kjer opisujete karakteristike vas kot vodilnega partnerja ali pa projektnega partnerja, dajte lepo opisati, kakšne izkušnje imate s projekti, kaj ste dosegli do zdaj in tako naprej. Seveda v tistem delu dajte to lepo opisati. Še nekaj bi lahko vprašal. Ko načrt prije odobren, v tem času, kako bomo krili mi ekonomsko, ker bomo morali plačati vse te, ne plačamo na koncu, moramo plačati tekom projekta, ne? Razumem. Stroški so upravičeni od odprtja razpisa ali od zaključka razpisa, kako je že? Stroški so upravičeni od takrat, ko pošljete naprej prijavnico prek Jamesa. Vsekakor to je na vaš riziko, v smislu, da vi lahko začnete projekt v momentu, ko imate potem gotovost, da ste financirani, v smislu, ko bomo mi potem tudi objavili graduatorijo, lestvico. Mislim z tega vidika, da ko se kliče, ko začnem, če je kakšna že navedena vsota na naši banki, nekaj tašnega, s katerim tistim denarjem plača, mora vse osebno, tih 30.000 evrov, moraš izdelati osebno ven. V izjavi partnerja, torej priloga 2, morate izjaviti, da ste finančno sposobni anticipirati stroške, ker imamo poročanje stroškov vsakih 6 mesecev. Torej vi nam boste vsakih 6 mesecev poročali, kar ste porabili in mi vam vrnemo. Torej vi morate biti toliko sposobni, finančno sposobni, da nekaj anticipirate. To morate tudi upoštevati, ko zbirate, koliko velik projekt boste prijavljali. Torej, če vi imate manjšo možnost anticipiranja, boste zbrali manjši projekt, 30.000, 40.000, da boste tudi manj anticipirali. Če ste privatnik, lahko tudi zaprosite za predfinanciranje, s tem, da nam predstavite garancijo. Ker tudi gremo na posojo, če gremo v banko, da nam podpiše, ko se kliče, da smo kriti na kakšen način. Lahko tudi. Morate vedeti, da gre za evropsko financiranje, gre za evropske projekte in pri evropskih projektih je običajno, da ti izvedeš aktivnosti, predfinanciraš in potem narediš poročilo na pol leta in se ti pregleda in se ti tiste stroške vrne. In polletna poročanja so fiksirana za vse projekte. To, kar je rekla kolegica Lara, za vse zasebne subjekte imate možnost zaprositi, kot je gospod rekel, za predplačilo, pod pogojem, da nam daste bančno ali pa zavarovalniško garancijo. In mi vam nakažemo ob podpisu same pogodbe, subsidijo o sofinanciranju, vam nakažemo predplačilo v vrednosti do 50% vašega budžeta. Ok? Čakajte, samo sekundo. Vprašanje teh 20% za zaposlenega, ali prijavitelj lahko uveljavlja vodjo projekta zunanjega, tudi če je prijavil 20% zaposlenega? Lahko, recimo, a ta 20% zaposleni je lahko koordinator in je vodja projekta zunanji izvajalec, ali so tukaj kakšne omejitve? Nujno je, da je oseba zaposlena pri subjektu. Ne, tako sprašujem, ima lahko tudi vodjo projekta kot zunanjega? Na BL4, ja. Ja, tako. Ja, v tem primeru ni avtomatičen pavšal, ampak date kot strošek zunanjega izvajalca. Pa sta lahko dve osebi na projektu, to sem mislila. Ja. Imamo še kakšno tam? Torej, tisto polletno poročanje, a ta datum določimo mi ali je določen iz vaše strani in po poročanju, koliko časa pozneje lahko pričakujemo sredstva? Mi je žal, ne morate vi določiti, ker če bi se vi vsak posebej določil datume, bi bil kaos, malo se hecam. Ne, so fiksirani datumi poročanja za vse projekte, že za tistih 44, plus za vas nove je fiksiran datum. Juni in december, verjetno, juni, december, na pol leta se poroča. Vi oddate, se odpre sistem, en mesec imate časa za
naložiti poročilo, praktično račune in dokazila in potem imamo mi do 3 mesece časa za pregled. Mi se bomo potrudili, da bojo čim prej pregledani, tako da če vi v enem mesecu, od takrat, ko vi oddate poročilo, do takrat, ko mi pregledamo in vam nakažemo denar, recimo, da če bomo pridni, bo 2 do 3 mesece. Okay? Tako da ja, je treba računati, koliko časa pa zalagaš na podlago 6 mesecev. Zato vam pravim, zelo luštni znajo biti projekti, ki so kratki tudi v smislu trajanja eno obdobje poročanja ali pa 2 obdobji poročanja. Če je aktivnost recimo en čezmejni event, večji event, traja teden, 2, rabiš 2 meseca za pripravo, 2 tedna za izvedbo, 1 teden za monitoring, se pravi vse skupaj je to 3 mesece efektivno, to je lahko zelo lep projekt. Izvede se v enem obdobju poročanja, se pravi znotraj teh 6 mesecev, izvedete aktivnosti, eno poročanje, vam vrnemo denar, če so stvari seveda odlično izvedene in to je to. To je poanta mikroprojektov, tako da tudi to vrstni projektov ne se bati. Okay? Še par iz Zooma. Ali pride v poštev tudi slovensko-italijanska obala in kaj preferirate glede števila partnerjev, več ali manj? Slovenska obala je seveda zaželena in slovenska obala je upravičeno območje programa, tako da ja, ali preferiramo več ali manj projektov, zavisi seveda od projektne ideje, več kot 2 smo rekli, itak ne morata biti, je 1 ali 2 partnerja, zavisi res od projektne ideje. Če se da isto projektno idejo izvesti smiselneje z manj partnerji, se pravi z enim, se izvede z enim. Če je projekt večji, zahteva in je več kot 50.000 evrov, itak je avtomatično, da sta 2 partnerja. Okay. Ali je potrebno vse postavke iz razpisa zapisati v slovenskem in italijanskem jeziku? Da. Peripikoli projekt. Za male projekte z enim samim partnerjem ima lahko partner sedež izven upravičenega območja. Za majhne projekte imajo samo enega partnerja. Je partner lahko izven območja programa? Lead partner, cioè rispondo in italiano visto che la domanda era in italiano, il lead partner. Vodilni partner mora imeti pravni ali poslovni sedež v programskem območju. Quindi se ovviamente esatto per i progetti piccoli dove c'è un unico. Za male projekte se torej šteje vodilni partner in sedež mora imeti v programskem upravičenem območju. Radi bi uredili park miru, lastnik zemljišča je občina. Ali lahko NVO z dovoljenjem občine tam izpelje projekt? Vodilni partner je torej NVO in ne občina. Občina da samo soglasje za ureditev parka. Je to možno? Je zelo specifično vprašanje. Ta primer je naveden tudi v navodilih za upravičene izdatke. Bomo pogledali točno poglavje in potem lahko odgovorimo. Okay. Običajno je boljš tako, da če se izvaja neko investicijo in da je vezana na lastništvo, da je ta isti lastnik tudi prijavitelj oziroma projektni partner. Dosti lažje, zdaj na pamet vem, da če je javni subjekt lastnik in je projektni partner tudi javni in gre za odnos med 2 javnima, ni nobenih težav, če je odzadaj neka dolgoročna pogodba. V tem primeru pa je javni subjekt lastnik. Nevladna organizacija bi bil projektni partner in bi tem nekaj izvajal, ne vem, je treba pogledati, kako točno piše v... Rispondo in italiano, scusate. Al capitolo... Bom odgovorila kar v italijanščini v 6. poglavju. 6 ali 5, kjer je BL6, kjer v tem je govora o infrastrukturah, je določeno, da če gre za javna zemljišča ali javna območja, ki so dana v zakup najem ali uporabo, potem se lahko izvajajo infrastrukturne dela strani partnerja na teh nepremičninah, seveda, če ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Javlja tudi stroške za nazaj, recimo letos od meseca februarja naprej? Od kdaj? Od meseca? Februarja. Ne, stroški so upravičeni od dne, ko boste vi oddali vlogo. Potencialno upravičeni, ok? Od dne, ko vi oddate vlogo, od takrat naprej
bodo v primeru, da zmagate projekt, so lahko upravičeni stroški. Recimo, da boste vi oddali projekt, rok je 14. maj, seveda boste vsi dali pred rokom vloge, recimo, da date 10. maj, stroški upravičeni stroškov za vas je od 10. maja dalje. Nekje v septembru bomo imeli končno lestvico, bomo vedeli, kdo je zmagovalec in tisti projekti, ki bojo upravičeni do sofinanciranja, bojo v tistem trenutku rekli, kdaj se je njihov projekt začel. Lahko se je začel od 10. maja naprej oziroma od 14. maja, zavisi od kdaj ste oddali. A to se boste odločili v trenutku, ko boste podpisovali pogodbo in recimo, da zmagate, recimo, da ste oddali 10. maja prijavo, vsi stroški od 10. maja dalje so potencialno upravičeni na projektu. Februar seveda ne, ker februarja, dan smo aprila, tako da februar zagotovo ni upravičen. Ali potrebujemo za vsak račun 3 ponudbe ali je to odvisno od višine zneska računa? Ta del je jasno opisan spet v pravilniku o upravičenih izdatkih. So mejne vrednosti, za vsako mejno vrednost piše do 10.000 je en režim, nad 10.000 evrov je drug režim. Do 10.000 evrov, zdaj popravite me, če se motim, do 10.000 evrov je pač potrebno preveriti ceno na trgu, ni potrebno preložiti treh ponudb v poročilu, je pa treba pač preveriti neko ceno na trgu in zbrati najbolj smiselno oziroma smiselno. Na 10.000 evrov pa je potrebno prilagati potem tudi 3 ponudbe oziroma vsaj zaprositi za 3 ponudbe. Če se zgodi, da vam pač ponudniki ne odgovorijo, vi morate na 3 naslove pač imeti povpraševanje na 3 različne naslove. Zato poudarjamo skozi poudarimo. To je zdaj že zelo operativno v fazi izvajanja projekta, ma tudi v fazi, ko prijavljate projekt, da razumete, katere stroške mislite dajati v prijavnico, dajte si res pogledati ta, manuale oziroma navodila o upravičenih izdatkih. Ni dolg, je relativno berljiv. Mi zmeraj rečemo, da dajte preverjati ceno na trgu. Pomembno je, da vi vprašate na 3 naslove. Zdaj, če je zelo razširjena aktivnost storitev ali pa blago, se pričakuje, da vprašate res naslove, na katere tudi dobiste odgovore. Če gre za specifične dejavnosti, se kdaj tudi zgodi, da ne dobiš odgovora vseh 3 strani. Dajte se potruditi, da dobiste 3 odgovore. Se zgodi, da ne dobiste 3 odgovorov. Morate imeti pa izkazano sled, da ste res zaprosili na 3 ponudbe. Io ho solo una puntualizzazione e una domanda per un dubbio che mi è venuto. Imam en dvom in sicer najprej pojasnilo 2.4, tale preglednica, tule je možnost izvajanja izven območja, se to lahko v celotni Italiji in Sloveniji lahko počne ali kako, če so le partnerji iz upravičenega območja. Udeleženci in partnerji iz upravičenega območja, lahko pa se potem izvaja na Hrvaškem in Sloveniji v celi državi, ker je Interreg Italija Slovenija ali ne, ali si jaz to napačno razlagam? Ne. Hvala za to vprašanje. Partner mora prihajati iz upravičenega območja. Izjemoma lahko prihaja tudi iz drugih delov Italije ali Slovenije, ker mora to imeti smisel znotraj samega projekta. Ja, na ta smisel je to vezano, če je lahko tudi od drugot. To je treba potem obrazložiti v prijavnici in mora prispevati v korist, v dobrobit celotnega upravičenega območja, zato so pa potem še upravičene tudi aktivnosti izven območja, ampak v širšem smislu. To s tem mišljena celotna Evropa, ne le ostali deli Italije in Slovenije. Zopet nisem razumel, prej ste rekli, da morajo upravičenci biti italijanski in slovenski. Območje izvajanja pa je lahko tudi izven, ja, lahko bi projekt recimo vključeval tudi Avstrijo. No, rispondo io, se mi permetti. Na to, da je del financiranja, bom začel z logiko. Ker je namen, smo financirani v okviru Interreg Slovenija-Italija in to je upravičeno območje Interreg Slovenija-Italija. Glavnina aktivnosti in učinka seveda mora biti na ta teritorij. Lead partnerji morajo biti iz upravičenega območja,
projektni partnerji lahko izjemoma tudi iz ostalih območij dveh držav članic, Slovenije in Italije. Lahko se zgodi izjemoma, da projektni partner ali pa vodilni partner lahko izvedeta neke aktivnosti, gresta na izlet, gresta na neko izmenjavo, tudi izven območja dveh držav članic. Capito. Ne? Recimo, da imamo neko pobratenje ali pa neko sodelovanje z enimi od ostalih prestolnic kulture v Evropi 25, 26, 27, gremo na neko izmenjavo dobrih praks, je to izvedena aktivnost izven upravičenega območja, ima učinek seveda na upravičeno območje, zato ker grejo naši partnerji na neko izmenjavo. Okay? Ma to naj bo izjemoma. E adesso la domanda. Plurilinguismo. Kaj pa še vprašanje, večjezičnost, kakršnakoli, kaj večjezičnost pomeni slovenščina, italijanščina, furlanščina in nemščina, ali to pomeni večjezičnost na splošno? Jaz bi rekel, da lahko govorimo o generale in znotraj generale se poudarja seveda tematiko, ker mi smo tudi del generale. Inglese. Tudi ja. Quindi italiano, ja, tudi angleščina, tedesco, friulano e inglese. Questo è il plurilinguismo a cui facciamo riferimento? Jaz bi rekel, ok, boš ti. Da. Intendiamo anche le lingue minoritarie dell'area programma. Govorimo tudi o manjšinskih jezikih na programskem območju. Daj, prevedi mi to. Manjšinski jeziki, rezijanščina, te, ki jim pravimo mi dialekti, ampak da so del kulture našega območja, našega programskega območja. Zelo delikatno vprašanje. Bangla ne, bangladeški. Ker ni del naše kulture. Ni del. Ja, pol smo Tržič že izločili. Kot razumete, je delikatno vprašanje. Organ upravljanja? Organ upravljanja? Tudi ona bo vsaj dve v težavah. Vse, kar delamo s tem denarjem, ki ga imamo, sledi normalnim pravilom programskega območja. In torej vprašanje na ravni programskega programa Interreg Italija-Slovenija za večje projekte, razmišljam, ali smo imeli takšne projekte, recimo strateške projekte, ki so naslavljali tudi migrantske jezike, recimo. In če so bili, kako ste to rešili? Kako se je to ocenilo? Če pa nimamo odgovora, bomo pač preučili vprašanje. Mislim, tudi mi se sedaj ne pričakujemo odgovora, tudi mi dva se razmišljamo. Bomo preučili vprašanje in vam dali. Ampak, ko govorimo o manjšinskih jezikih, govorimo o manjšinskih jezikih, ki se govorijo ob naši meji, dialekti, ampak nekje na meji med italijanščino in slovenščino. Ko pa govorimo o dejavnostih, ki se izvajajo, lahko vključimo druge jezike. Ja, Bangladeš ne spada v programsko območje, tako da bi jaz rekla avtomatsko sedaj odgovor ne, bi rekla, da ne, ampak bomo preverili, če je res tako. Ko govorimo o programskem območju, govorimo, tukaj imamo pravno težavo. V Italiji ni pomembno, kaj ti pravi zakon 39, ampak je težava na programskem območju, kjer govorimo Benečijo, kjer se govori slovenščina, ki ne, po 39. zakonu ni priznana. Z zgodovinskega vidika je to jasno, ampak z drugih situacijah imamo druge dialekte, ki niso priznani. A govorimo o splošnem načelu, ki gre onstran zakona številka 39 in gledamo kontekst manjšine zgodovinski ali lahko kakšen jezik priznamo tudi na osnovi drugih kriterijev. Kriterij je vsekakor kriterij Evropske unije, ki je presega regionalno. In ko govorimo o dveh državah članicah, govorimo o jezikih, ki so tradicionalno manjšinski ali večinski jeziki v teh dveh državah. Poleg vsega tega, kar bi lahko bili mikrojeziki, ampak zaradi
socialnih, političnih in drugih situacij zaradi imigrantov in tako dalje. Ampak vprašanje reziščine je zelo delikatno, ker je to jezik veliko bolj starejši od vseh drugih. In torej, če mi dovolite, bi bilo fajn, da bi to vprašanje res preverili. Sì, no, facciamo un approfondimento, mi sembra comunque un tema interessante. Bomo preučili, je zagotovo zanimivo vprašanje. Še eno vprašanje. Mi se v ti programi, izdelavo enega projekta, jaz pokličem umetnikov, ti umetniki morajo biti z tega prostora ali so tudi lahko zunanji? Ne, umetniki, če so potem upravičen strošek v BL4 kot zunanji izvajalec, torej zunanji umetnik, je lahko tudi izven programskega območja. Ja, prav kot zunanji, bi rekel, sodelavec zunanji. Lahko. Vabljen, ko se kliče tipu simpozij, ki tam so zunanji umetniki, bi rekel, lahko. Ja, lahko. Ja. Še eno vprašanje iz Zooma. Se devo assumere un collaboratore? Če moram najeti zunanjega sodelavca samo za ta projekt, lahko tam te stroške na BL4? Italijanski partnerji, stroški tako imenovanega KOKOKO je BL1, ta pavšal 20%, medtem ko vsi samozaposleni, torej z davčno številko, pa spadajo pod BL4, kot samostojni podjetniki, recimo sodelavci v tem smislu. Abbiamo terminato le domande? Odgovorili smo na vsa vprašanja na Zoomu, imamo še kako vprašanje v dvorani? Mislim, da smo bili dovolj izčrpni. Še eno vprašanje smo dobili na Zoom. Partner, le koristnik rezultatov projekta, tudi če bo glavni partner izpeljal vse finančne dejavnosti in nosil vse stroške? Nimamo predvidenih pridruženih partnerjev. Ok, bene. V redu. Bi se seveda zahvalila kolegicam in kolegu. Zahvalila bi se vsem vam za udeležbo. Če imate še kakšno vprašanje, kot sem že rekla, vse imate naše kontakte na spletni strani, lahko nam pišete in pišite nam. Na voljo smo tudi na telefonski številki ob delovnem urniku. In torej veliko sreče za projektne predloge in se slišimo kmalu.